Novost letošnjega sejma je paviljon Čebelji svet, ki ga je oblikovalo kmetijsko ministrstvo z namenom ozaveščanja javnosti o pomembnosti čebel in drugih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in kakovost življenja. Čebelji svet je kupola sestavljena iz lesenih šesterokotnih elementov, ki predstavljajo čebelje satnice. Vsak od njih je zapolnjen z različnimi vsebinami, tako da lahko obiskovalci v paviljonu doživijo svet čebel. Na prvi dan sejma je tako potekala na razstavnem prostoru Čebelarske zveze Slovenije otvoritev paviljona Čebeljega sveta. Čebelji svet, paviljon je za nas čebelarje zelo pomemben. Minilo je že 7 let, odkar je bil prvič tukaj v prvi hali ob svetovnem dnevu čebel in zdaj se je na srečo ali našo uspešno priglasitev spet pojavil na tem mestu in ob tem času. Največji poudarek paviljona je na interaktivni vsebini, kjer je s pomočjo virtualnih očal ogled filma iz Čebeljega sveta, na tabličnih računalnikih pa bodo najmlajši z perspektive čebel spoznavali lepote Slovenije, na ogled pa je tudi raznovrstna paleta visokokakovostnega medu. Dejansko paviljon pokaže čebele ali naše opraševalce v njihovi viziji svetu, kako one razločijo in vidijo barve različne, mrežasto, pikčasto, naprimer koliko odtenkov od svetlih do temnejših, njihovo ples, ko najdejo neki vir hrane, se pravi medičine, mane ali pa nektarja, drugega v naravi ni za čebele, in se sproti obveščajo ali pokaže, se vidi naša lepa Slovenija v svoji digitalni podobi ali pa osvetlitvi. Kako pomembne so čebele in drugi opraševalci, ki vplivajo na trajnostno kmetijstvo, Šemen pove. Ne samo čebele, tudi drugi opraševalci so zelo pomembni, ampak ne kot navadno pojasnimo o čebeljih produktih. Najbolj pomembno je po moje opraševanje. Opraševanje rastlin, vsako leto drugačnih, vsako leto vse ne cveti, vse ne rodi, vse ne medi, one pa že vejo kaj in kako. Bojim se teh pozeb, bojim se suš ali pa bog ne daj poplav ali ne vem, viharjev, toč. One so to sprejele bolj kot mi in sem vesel, da se prilagajajo temu, se pa nažalost zelo pozna, da je čedalje manj pridelkov, čedalje slabše izkušnje imamo ali ogroženosti. To nas skrbi, upam pa, da bomo vzdržali in tudi za naše zanamce pustili, kar smo mi lepega dobili. O pomembnosti čebeljih pridelkov Šemen pove, da se jih v Sloveniji pridela premalo zaradi povečanega uvoza le-teh. Ker pa imamo blagovno znamko, kontrolirana pridelava medu, SMGO, je pa na trgu ogromno našega kvalitetnega ali zelo kvalitetnega produkta, ne samo medu, tudi cvetnega prahu, tudi voska, tudi propolisa, apilarnila, čebeljega strupa, drugih sestavin. Na srečo imamo neokrnjeno naravo še vedno, skrbimo, da jo občuvamo, zato ogromno delamo na pomladitvi medovitih rastlin ali na splošno. Negujemo gozdove in upam, da nam bo uspelo, ker če ne bomo sodelovali vsi, se bojim, da bo vsako leto še slabše. Podnebne spremembe, kot je visoka temperatura okolja, v zadnjih letih lahko vpliva na proizvodnjo medu in njegovo kakovost. Že skoraj mesec dni so temperature na 30 stopinj Celzija. Kot vidite, ni prijetno za nas, kaj šele za čebele, ampak one to same regulirajo, če imajo dovolj hrane, če imajo dovolj cvetnega prahu, vode in če so zdrave. To so za mene najbolj pomembni dejavniki. Svet čebelarstva na sejmu predstavljata Čebelarska zveza Slovenije skupaj s Čebelarsko zvezo društev Pomurja.